Ne glede na to, kaj si bo politika mislila v zvezi s tem parlamentarnim programom, je ta projekt, ki smo ga nekako prevzeli, zelo pomemben za to, kar Televizija Slovenija mora narediti v naslednjih letih. In to bo prineslo tudi precejšno notranjo reorganizacijo, to je tisto, kar se navzven morda ne vidi. Večupravilnost je samo trenutna zadeva in bo postala kar enopravilnost postopoma, ko bo ta tehnologija zaživela. Zato se mi tudi zdi pomembno, da je nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija namenil nekaj sredstev temu programu, saj prav tu nastaja ta notranja posodobitev in reorganizacija. Trenutno je torej to naložba v posodobitev. Poziv, ki ga je dal Pilat pred kamenjanjem grešnice Marije Magdalene, je bil, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Rekel je, da so te besede, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen, Pilatove. Te besed ni izrekel Pilat, ampak jih je izrekel Kristus. Tisto, kar je bilo zanimivo pri dosedanjih razpravah o tej problematiki je, in tudi bojim se, da se zna danes to pokazati, da za mnoge se je zgodovina začela nekje sredi leta 2005. Renči na zadnjih tačkah. A je to res potrebno se odzivati na človeka, ki je očitno preveč lepila voha zadnje čase? Sicer pa tudi, če pridem, ne morem govoriti, tako da ne vem, zakaj ste me cel dan zahteval. Govorim, kar vem, nisem sicer za reklame zadolžena, ampak lahko povem, da v okviru zakona so dovoljeno, tako kot na prvem in drugem nacionalnem programu in skupaj s RTV marketingom je nastal nek strateški načrt, ki naj bi ga potem v jeseni začeli uresničevati. Seveda je pa treba vedeti, da je to poseben program, kjer bo treba tudi premišljeno vključevati komercialni program in da to kar tako ne bo šlo kot mogoče na prvem in drugem, kjer tudi ne gre kar tako med informativni program. Hvala lepa. Hvala lepa.